Dober dan od srede do srede, vendar že v torek. Janez, kontekst je zapleten, po eni strani prazničen, po drugi strani vojni, po tretji strani prejšnji teden smo preskočila, za obdelati imava pa kar precej tematike iz naslova vojne in miru v svetu. Zdaj, določenih stvari pa v tem trenutku ne veva. Ne? Mislim, to, kar ne veva, je, ali v tem trenutku oznanjeno premirje drži ali ne, ali se je obstreljevanje med Iranom in Izraelom končalo. Ampak tisto, kar je spremenilo potek zgodovinskega toka, je dejstvo, da se je za bombardiranje iranskih jedrskih kapacitet odločila Amerika, Združene države Amerike, vendar spet tudi tu ne veva, pravzaprav kakšni so bili učinki tega bombardiranja. A se ti v redu počutiš, ko komentirava stvari, pa imava toliko neznank? Veliko imamo znank, dajva mi govoriti. Neznanka je pač to, ali bo to zadnjo premirje res, ki je bilo pred parimi minutami, nekako še čist gotovo, potem pa čez nekaj minut spet negotovo, ampak jaz mislim, da so to neki detajli, o katerih se ne bi pogovarjala, če bi se Izrael počutil močnega. Ker Izrael se ta trenutek več ne počuti močnega, zato ker je Iran pokazal neverjetno odpornost, ne glede na to, da bo precej poškodovan, precej zbombardiran in tako naprej. Ne. Ampak to, kar je on zdaj storil v Haifi, kar je on storil Tel Avivu in Jeruzalemu, zlasti Tel Avivu, uradno govori o 400 milijonski škodi. Ne. Pustimo o tem, da je v enem tednu bilo potrošenih 20 milijard samo za rakete iz strani Izraela. In to verjetno ameriških milijard, ne. Ampak 400 milijonih pa že v objektih, in če 400 priznajo, jaz bi prej rekel, da gre to vsaj v 5-kratnik tega. Ne. In, Izrael tega finančno ne more prenesti. Dolgoročno tega finančno ne more prenesti brez Amerike. Amerika se pa sesuva navznoter. Tako, kot so rekla, Amerika se trese v Gazi in dejansko v Gazi se je vse začelo. In to je nekaj, kar lahko z gotovostjo trdijo, kako se je vse začelo. Začelo se je z Netanjahujevim nastopom leta 1996, ko je že govoril o tem, da je Iran največja nevarnost, zato, ker je hotel rešiti tako imenovano palestinsko vprašanje. Se pravi, z tem nasilnim naseljevanjem na bregovih, na Zahodnem bregu, potem pa v Gazi, z izolacionizmom Gaze, palestinskega ljudstva, s prevzemanjem strani Izraelitov in sionistov celotnega prostora, in Netanjahu je že takrat vedel, da bo Iran največja referenčna nevarnost, zato ker bodo pač poskušali reševati palestinsko oziroma nasprotovati tako imenovani rešitvi palestinskega vprašanja, ki se je na koncu izkazala za nič drugega kot genocid. In to je že leta 1996 Netanjahu povedal. Tukaj bi te celo popravil. Sem zadnjič gledal en posnetek iz leta 1992, ko je bil Netanjahu perspektiven poslanec Kneseta in je leta 1992 prvič na mizo vrgel karto, da Iran razvija jedrsko orožje in da bo v nekaj letih, po spominu 3 do 5 let, potreboval, da jedrsko orožje dokonča. Potem je pa to karto, da je jedrsko orožje iranske izdelave tik pred tem, da bo uporabljeno, uporabljal v nekih ciklih, samo skrajševal je napoved, koliko časa še je potrebnega, da bi Iran se dokopal do jedrskega orožja. In pa pač recimo leta, približno 10 let nazaj, ali pa, oziroma bolj natančno leta 2012, je v nastopu v Združenih narodih trdil, da je samo še nekaj mesecev do točke, ko bo Iran imel jedrsko orožje. Ja, dejansko, tako kot praviš, jaz sem tudi gledal posnetke, ki so vsaj 5-6 pokazali letnice in te njegove termine. Mislim,
če v bistvu dolgo na kratko povzamemo, lahko ugotovimo, da imamo v Netanjahu in sionistih opraviti z serijskimi lažnivci, ki jim ne moreš verjeti popolnoma ničesar. Tudi če rečejo dober dan, jim ne verjemi, zato ker ti želijo slabega. Ne? Govorim zdaj o Netanjahovi oblasti in ozkemu krogu sionistov. Ne? In to povedo tudi, kot vedno poudarjam, na razsvetljeni ljudje v Ameriki vsak dan ne vem kolikrat, in se zelo, zelo angažirajo s tem, da bi poskušali pokazati, kako prelomen je ta trenutek, in kako se je vse začelo z Gazo. Tudi Noam Chomsky se je zdaj oglasil prav v teh dneh, Jeffrey Sachs itak, in Bernie Sanders, ki jih vedno omenjam, in še drugi. No, ampak problem je v tem, da nimamo opravka samo z enim serijskim lažnivcem, ki mu ne moreš zaupati popolnoma nič. Jaz mislim, da je psihopat. Imamo opravka s še enim serijskim lažnivcem, ki se imenuje predsednik Združenih držav Amerike. Ne pozabiti, da je on dal Iranu 14 dni časa za to, da vzpostavi diplomatske kanale, ki so bili že itak vzpostavljeni, po nekaj dneh je pa napadel. In ampak veš, zdaj na tej delici Netanjahu Trump, mislim, da je treba postaviti trikotnik, pa tretjo točko, ki je prav tako treba opremiti z dolgo serijo vprašajev, to je iranska teokracija. Iranska teokracija prav tako ni nekaj, čemur bi se dalo resno zaupati. Problem je v tem, da iranska teokracija na svet nima nikakršnega impakta. Ima ga na notranjo demokracijo. Če ta notranja demokracija sploh je kaj vredna, oziroma kot pojem. Namreč tudi v Zahodni Evropi, koliko pa je naša demokracija vredna? Ravno ta civilizacijski lom, ki se zdaj dogaja, koliko je pa naša plutokratska formula, ki je v bistvu oblika nove teokracije, ki se je reče ekonomizem, drugačna od iranske teokracije. A veš, to je ta lom, ker včasih smo lahko jasno prepoznavali razliko med moderno državo, ki je vendarle podpirala individualizem človeka, ki je podpirala svobodo govora, ki je podpirala vse te stvari, in to je bistveno pretehtalo nad fundamentalistično-teokratskimi momenti določenih držav. Danes s tem, da je treba dodati pa še to, da je iransko ljudstvo izvolilo predsednika, ki vzbuja vtis zmernosti. Problem je v tem, da takrat, ko je prišel trenutek, da se je prelomil, zdaj govorijo pa v 70 letih, da se je prelomil ta moment pozahodljenja, ali če hočeš odpiranje proti Zahodu, je bilo ravno zaradi tega, ker se je takrat v zadevo začela vmešavati Amerika, zaradi naftnih interesov Velika Britanija in Amerika. In sionistični interes je prišel noter, Reza Pahlavi in podobno obdobja. Se pravi, teokracija ni prišla brez veze, prišla je kot reakcija. Kot reakcija ljudi, ki so izvolili z Homeinijem. Mislim, hkrati je tako, da o Iranu pred letom 1979, ko je iranski šah, kar dober prijatelj Josipa Broza Tita padel, Iran je bil absolutno avtoritarna država. Če se spomnimo recimo pa študentskih protestov v Sloveniji na začetku 70-ih let, ena od vsebin protestov je bila tudi v tem, zakaj se jugoslovanska nomenklatura pajdaši z iranskim diktatorjem Rezo Pahlavijem, ki pa je imel na drugi strani pa zelo solidno pokritje hrbta strani Združenih držav Amerike. In Velike Britanije. Kar je najbolj zanimiv, Američani so bili tisti, ki so pravzaprav pognali iranski jedrski program v obdobju Reze Pahlavija in omogočili, da se je prva generacija iranskih jedrskih znanstvenikov šolala na najbolj ugledni ali pa eni najbolj uglednih tehnoloških fakultet univerz v ZDA, se pravi na MIT-ju pri Bostonu. No in zdaj s temi spoznanji pa je v letu 2003, ker je Netanjahujev sionizem spet uspel v Zahod prepričati, kako strahovito velika nevarnost je Irak.
Irak, Isto, kar zdaj govori o Iranu. Tako. In rekli so tudi, da so tako rekoč samo še mesece pred tem, da bodo zastrupali v svet, takrat je bil v igri ne toliko jedrski kot pa kemični, tako, ne, da imajo tam neomejene količine antraksa, da tako rekoč lahko zastrupijo cel svet. Ne. Izkazalo se, da je to popolnoma laž. Od leta 2004 do 2011 so Američani naredili noter neomejeno škode in se potem sramotno pomaknili ven in še do danes ta problem ni rešen, ampak Netanjahujev cilj je bil pa izpolnjen. In potem 2011 je takoj se je začela destabilizacija Sirije. Ne. Vse Netanjahujeve postavke, sionistične postavke so se uresničevale do današnjega dne. Upam, da zdaj prihaja do loma, da enostavno ugotovijo ali pa da cel svet ugotovi, sramota za Evropo, da temu ne sledi. Merc spet neumne izjave, daje skrajno neumne izjave, da je napad na Iran ni nikakršno kršenje mednarodnega prava. Pa kje si se vzel? Kako lahko tako razmišljaš? Ko smo pri Mercu, jaz mislim, da mu mora posvetiti več pozornosti. Ne? Izjava, da da Izrael za cel Zahod v Iranu opravlja umazano delo, ne? Ta izjava je antologijska. Ne, je več kot umazana. To je antologijska izjava. Tako, ja. To je nekaj, česar si ne bi smel privoščiti noben državnik, še zlasti pa ne nekdo, Ne, sramota za Nemčijo. Merc je sramotil Nemčijo. Demokracijo sramotil. Že prej so se sramotili s tem, kad tako rekoč Netanjahu in sionistom jedo iz roke. In isto počno Američani. Ne, v Ameriki se zdaj dogaja, kongresniki poskušajo zbrati podpise in organizirati pač stališče, ne, da je predsednik države kot vrhovni poveljnik vojske v bistvu z napadom na Iran postopil protiustavno. Unconstitutional, so rekli, da je postopal. Ne. In to, kar zdaj spet Zahodna Evropa počne, zlasti v Angleži, naenkrat so na Gazo pozabili, naenkrat na vzročno posledičnost, naenkrat pozabljajo na to, da se je vse začelo s tem, da Netanjahu in sionisti poskušajo prevzeti celoten prostor, ga narediti za svojo sionistično državo in izriniti ven vsa druga ljudstva. In genocid zgajajo. Se pravi, treba je suvereno povedati in tega se Merc boji kot kača, skriva kot kača noge, da je Netanjahu Hitler 21. stoletja, to postaja vse bolj očitno. Ne? Cel svet ogroža z svojo psihopatologijo, v katerem že njegovi notranji nasprotniki govorijo, da vojne neti samo zato, da ga ne bodo spravili z oblasti in dali v zapor. Ne? Zaradi korupcije, zaradi banalne korupcije, zaradi banalnih ne vem kakšnih drugih stvari. Ne? In to, da mu mora ameriški predsednik jesti iz roke, veš, kakšen močen lobby sionistični sprav. Amerika je postala dobesedno plen sionističnih lobijev, ne? Medtem ko, in to se o tem se odprto pogovarjajo, medtem ko ljudje najemajo kredite, da se prebijajo s hrano iz meseca v mesec v Ameriki, 2 milijardi na leto pošiljajo samo v pavšalu za orožje, zdaj samo ta vojna je stala 20 milijard v 10 dneh. Ne? 20 milijard po izračunih. Ne? Vsaka raketa, ki jo Izrael pošlje, stane 700 tisoč dolarjev, balistična pa 2 milijona. Ne? Skratka, to so ogromne številke in vse to namerava očitno Amerika plačati in tukaj bo šlo do notranjega kraha. Maga se mu bo zgodila. Mislim, tudi znotraj Mage je razdelitev. Je očitno razkol. Ne? Absolutno je. Ne? Ja. In tudi, tukaj treba zdaj ven iz okvira, pa iz okvira razmišljati, če mi hočemo ohraniti svetovni mir, je treba začeti Izrael in sionistični lobby obravnavati kot kužno državo. Mogoče bi se morala pa Združeni narodi spet, tako kot so Izraelu dali državo, jo mu nazaj vzeti ali pa problematizirati in preprosto reči. Gremo nazaj v izhodišče iz leta 1948. Jaz mislim, da tukaj ima Združeni narodi druge vzvode. Torej, konec koncev obstajajo meddržavna sodišča tudi. Zakaj ne bi šli v izhodišče leta 1948 in rekli, tako kot smo takrat Izraelu dali državo, jo jemljemo nazaj in gremo nazaj na dvojno razdelitev med Palestino in Izraelom in oba še enkrat, da novo dobita državo za jasnimi mejami, tako kot vzhodna pa zahodna Nemčija. Pričemer bi bilo pa zdaj tako mentalni eksperiment recimo, da to ni resna debata, ampak bilo bi izredno, kako ne rečem, kreativno in dinamično, če bi rekli, da bomo pa tokrat narode zamenjali, pa bomo dali Palestince v Jeruzalem in proti Genezareškem jezeru, glavno mesto Izraela naj bo pa zdaj Gaza.
pa nisi izgradijo državo iz teh ruševin, ki so jih sami povzročili. To je samo miselni eksperiment. Mislim pa, da je treba Izrael začeti, prvo, kar je treba izčistiti razliko med Judi in Izraelom, med sionisti in Judi, in absolutno se boriti proti kakršnekoli obliki antisemitizma, to bi bilo ponovitev zgodovinske napake. Drugo, kar je jasno povedati, da so Izraelci tega tipa sionističnega genocidneži in da jih je treba obravnavati tako kot Nemce po drugi svetovni vojni in po prvi svetovni vojni. Preprosto jim je treba nabiti vojne reparacije, treba jih razglasiti za kužni subjekt in jih tako tudi obravnavati z parolo, da se ne bi nikoli več ponovilo. Treba je obravnavati tudi pravice drugih držav, v tem primeru Irana, do samoobrambe. S kakšno pravico lahko Merz ali pa kdorkoli reče, da se Izrael, ki napada, brani, tisti, ki se brani, pa da napada. To je zmešana pamet. Ne? In istočasno, pazi, vsi mednarodni in te opazovalci so vedeli povedati, da se Iran vsaj uradno drži tega, jaz mislim, da bi oni lahko jedrsko bombo sestavili takoj. Ampak je niso, oziroma uradno jo ne izkazujejo in se tudi na njo ne sklicujejo in tako naprej. A veš, in potem Trump reče, jaz tega preprosto ne verjamem in pošlje tja in bombardira. Ne? Ja, zdaj, v tem iranskem jedrskem programu je prvič veliko paradoksov in drugič nekaj neznank. Ne? Ja. Paradoks sva deloma že omenila, ne, da je iranski jedrski program nastal ob izdatni pomoči Združenih držav Amerike. To je Eisenhowerjeva doktrina Atomi za mir. Ja. Ne, in kar je zanimivo, ne, je to, da je imel Iran ob koncu 60-ih let veliko količino urana, obogatenega do točke, ko bi to omogočilo izdelavo atomske bombe. Ja. Ne? Vendar ta obogateni uran do točke, ki omogoča izdelavo atomske bombe, je prišel v Iran, v Teheran, iz Združenih držav Amerike. Ne? Iran je svoj jedrski program opustil pravzaprav z islamsko revolucijo. Ne? Iransko ljudstvo je jedrski program v 60-ih, 70-ih letih razumelo do neke mere kot znak modernizacije. Ne? Takrat so tudi začeli ob Perzijskem zalivu graditi prvo jedrsko elektrarno, ki je temeljila na nemški tehnologiji. Ne? Z revolucijo so to jedrsko elektrarno napol zgrajeno zamrznili, ne, in so jo potem dokončali z sovjetsko tehnologijo. Zakaj je pa Iran se odločil za te iteracije bogatenja urana, pa jaz sam nimam pametnega odgovora. Ne? Mislim, prvo, kar je, veš, ali treba obogatenega ima do točke, ki znatno presega potrebe jedrskih elektrarn. Ne? Če greva spet nazaj, kako se je vse začelo v Gazi. Se pravi, Iran je bil za proksi, za Izraelce, za Izraelite, sioniste, najbolj nevaren zaradi Hezbolaha, zaradi Hutijev, zaradi vsega tega, kar bi njih ogrožili, te njihove megacilje, s katerimi se okužali v svet, če tako rečem. Ampak, poglej, Iranci so do zdaj izkazovali modrost. Poglej, oni so zdaj napadali Doho z 11 izstrelki, verjetno prejšnje generacije, samo zato, da so poanto izdelali, pustili, da so Američani prestregali vse. Z prejšnjim obvestilom. Verjetno z prejšnjim obvestilom. Ne, definitivno. Se pravi, to je bilo sporočilo. Zgodil se je en orjaški paradoks, ne, da je Trump se jih zahvalil Iranu, zaradi tega, ker so natančno, pravočasno vnaprej napovedali, kam bodo ciljali. No, vidiš. Ja. Skratka, oni so modri. V tem ni dvoma, da oni znajo misliti. Medtem ko Netanjahu je pa psihopat, velik psihopat. In zdaj si ti zamislil tega paradoksa, ne? Da Iranci, ki nimajo atomske bombe, pa bi jo lahko imeli brez problema, ne? So problem v očeh Amerike in Evropske unije, zlasti Merca in podobnih, pa Anglija, ne, ki je tradicionalno tam mešala štrene. Medtem ko Izraelci
ki pa imajo močan jedrski program, nikomur ne predstavlja problema, prst na triggerju ima pa psihopat. Veš, Kje zakaj? je tukaj logika? Ti bom jaz povedal, zakaj za Francoze izraelski jedrski program ni problem. Zakaj? Ja, zato, ker so Francozi sodelovali pri spočetju To je ena sama izraelskega- hipokrizija. pri In potem se spočetju bodo- izraelskega To je jedrskega ena sama programa. hipokrizija. Evropska unija je tako dvolična in tako zahrbtna, da se bodo potem morali enkrat res čutiti, ko se bo ta zaledna os, Rusija, Iran, Indija, Kitajska, Pa. povezali in Pakistan, dobro, Pakistan pa Indija sta majhna v laseh, ampak se bosta Ja, hitro Pakistan poenotila. ima tudi jedrsko bombo, ki Seveda. je pa tudi del, ameriškega programa Atomi za mir. Ne? No, vidiš, to je ena sama hipokrizija in Izrael, zato ves čas govorim, zahodna demokracija, zlasti pa ameriška grandioznost bo umrla v Gazi. Če bi takrat rešili, pa te sioniste ustavili za dosti zgodaj, bi se dal na svetu pogovarjati na ravni Združenih narodov o dobri demokraciji. To zdaj ni več mogoče, ker Iranci nikoli ne bodo oprostili to, kar se jim je zgodilo in prav imajo. Jaz na njihovem mestu tudi ne. Na njihovem mestu bi jaz zdaj atomsko bombo naredil demonstrativno. Bil. Jaz pa ne. Če bi bil jaz na njihovem mestu, poglej, vzemo zdaj leto 2003 v Iraku, 2011 v Siriji, 2011 v Libiji, ko se je Gaddafi odpovedal atomski bombi in bogatenju, kaj je bilo? Ubili so ga. No, potem se pa spomnim leta 2018. In to je bilo? Mali Kim iz Severne Koreje je prišel In se ga ne upajo dotakniti. na sladolet v Belo hišo in je bil prijateljsko in toplo sprejet. No, vidiš. In to so sporočila. In Iran, če hoče zdaj dolgoročno zaščititi svojo digniteto pred sionisti, ki ga bodo dolgoročno hoteli uničiti, si mora narediti atomsko bombo v imenu tega programa. Da ohranim svoj narod, atom za mir, ne? Se je to samo do konca izpeljana logika, ki se je nastavila v Beli hiši, očitno. Ne? Dobro, kolega Markeš, jaz mislim, da morava v enem tednu spet pretresti situacijo v svetu. Računam na te. Prav. Hvala lepa.